Dobro jutro. Ja, drugi začetek, prvi je bil sfaliran, ker je crknil Facebook. Pa bom začel še enkrat, kot sem si zamislil za prvega. Dobro jutro. Kaj pravzaprav zdaj počnem? Čakam na kakšen odziv, čakam na odzdrav. Namreč opažam, da ljudje v zadnjem času zelo težko celo pozdravijo, pa ne samo na fejsu, ampak tudi dejansko na ulici. Ne vem, zakaj je pozdraviti nekoga ali pa celo odzdraviti tako zelo težko. Pač verjetno moderni časi, ampak tema tega mojega današnjega javljanja v živo je, kako vam lahko že neko majhno dejanje, neki majhen odziv na nekaj, kar se vam zgodi v vašem življenju, lahko tudi nekaj zelo spremeni na boljše, dobro, včasih tudi na slabše, ampak nikoli ne veš. Glej, pozdraviti človeka, ko te pozdravi nazaj, se pravi, ko te nekdo pozdravi in ti njega pozdraviš nazaj, je definitivno neko dejanje kulture, neko dejanje prijaznosti. Jaz sem se en čas malo sekiral, sem rekel, pismo, pa nobeden to ne gleda, kar jaz delam, potem pa se nekako srečam z nekaterimi ljudmi in reči, ja, jaz stari, veš, jaz tebe spremljam to, tisti tvoji Facebook live in te zadeve, ki jih imaš, jaz to vse spremljam. Ja, ne vem, stari, zakaj pa kdaj ne napišeš dobro jutro, zakaj kdaj ne pritisneš lajka, zakaj kdaj nekaj ne vprašaš v komentarju, če te nekaj zanima. On mi reče, pazi stari, on mi reče, ma dej, meni se to ne ljubi. Halo, ne ljubi se ti pritisniti lajka, zato da boš nekomu povedal, da si tukaj, da boš nekomu povedal, da spremljaš, da boš nekomu povedal, da ti je všeč to, kar govori, ali pa da ti ni všeč to, kar govori. Ker oboje je odziv in oboje ti lahko da neko korist. Lej, zdaj ti bom povedal, stari moj, dve zgodbici zelo frišni, ki sta pravzaprav, ena od njih je čisti dokaz, da lahko že neki majhen odziv zadevo, določeno zadevo ful spremeni. Ok, lej, najprej bom ti povedal tole zgodbico, ki se še ni zgodila, ki se je zgodila samo do pol. Ampak jaz sem bil včeraj na eni delavnici od Roberta Rollicha, verjetno to veš, če si kaj spremljal, ker sem tudi včeraj napisal, zakaj je včeraj odpadel ta moj Facebook live in se dogaja danes. No, pustimo, delavnica je bila, jaz vsekakor pridem zvečer domov, živjo, Bog, it, ingi. Wow. Ne, ni to tujc, spomnim se, ja, fruti, čau, živjo, srečen in lep, uspešen dan ti želim. Se pravi, jaz sem prišel z delavnice domov, vmes sem se še ustavil v bližini Torjaškega gradu na en kofetek, sliko sem tudi objavil tukaj na tem Facebooku in moram reči, da vas je velika večina ugotovila, kje sem jaz to bil, bravo. No, na kar pridem jaz domov in hočem še neke stvari preveriti na Rollichovi strani in ugotovim, pazi, da mu nekaj ne dela na strani. To je to, ne, ko si enkrat na internetu, lahko si ne vem kaj, lahko si zlat, lahko si ne vem kaj, vedno se ti bo lahko zgodilo nekaj, da nekaj ne bo delalo. Nekaj ne bo delalo, nekaj se bo spremenilo, nekaj bojo tiste enke pa nule začele drugače skakati kaj okrog in ti tega preprosto ne veš. In zdaj jaz sem ugotovil, da pri Rollichu na njegovi strani dve stvari ne delata tako, kot bi morala. In pazi, ker vem, da se Robert ful trudi za to, da pač dela to, kar dela in da širi ta svoja njegova znanja med nas, ki jih
hočemo tudi imeti, ne, ta znanja, ki ga poslušamo, vem, da mu to ne bi bilo všeč, če bi vedel, da mu to ne dela in da bo to popravil. Ampak najbrž ne ve, da ne dela. In jaz sem danes, takoj po tem live mu bom napisal en mailček in čisuno, lej, Robert, živijo sem, pogledal tvojo spletno stran, to pa to ti ne dela, lej, lepo se mej, lep dan pa čau bav, ne. In kaj zdaj pričakujemo od tega? Nič. Stari moj, nič. Vse, kar pričakujem, je morda, da bo Robert rekel oziroma napisal nazaj in jaz sem ima 1000%, da bo to napisal, ne, ali pa nekaj v tem stilu, pa se ni važen, da bo napisal, stari, hvala, da si mi povedal, ful mi pomeni, lej, da bomo to napako popravili in da bo delalo krasno naprej in lej, lepo se mej, čau bav in to je to. To je vse, kar človek v bistvu pričakuješ. To je ena tista normalna človeška komunikacija, kad ti nekdo nekaj, ne vem, reče, kad ti nekdo nekaj, ne vem kaj, ne, da mu rečeš pismo hvala, no, hvala, ne, sej, tako težko reči hvala, mogoče se še malo nasmejati, ali je tako težko reči dobro jutro, ali pa je tako težko pritisniti tisti like, ali pa unlike, ali pa ne vem koga, ne. Stari, ni, ne. Zdaj pa druga zgodba, ki pa je v bistvu neka malenkost, ki se je zgodila, ne, ali pa ni mislim, meni je bila malenkost, nekomu drugmu pa ne. Gre konkretno za en dogodek s Filipom Peskom. Filipa Peska najbrž poznaš, stari, vsaj če majčkeno spremljaš te zadeve okrog dela na internetu, kako zaslužiti na internetu, kako postaviti posel na internetu, si verjetno 99% slišal tudi za Filipa Peska. No in jaz sem se na eno od njegovih delavnic prijavil in po tisti potrditvi na to njegovo delavnico, čez nekaj časa jaz dobim od Filipa obvestilo in sicer je bilo prav tako, ne, je napisal, pazi, stari, ni to avtomatizirano obvestilo, ker mi, kad delamo na internetu, znamo veliko stvari avtomatizirati, ne. Pravi, to pa ni avtomatizirano, lej, sorry, moram ti povedati, neka višja sila se je zgodila in delavnica je odpovedana. Sorry, jaz bi sicer ta znanja rad imel, ampak lej, če ne gre, ne gre, če ni še vojska ne vzame in tako naprej. Ma lej, on mi je napisal pisance, da pač delavnica odpade, vem, da je njemu v bistvu najbolj hudo, da se je pač, jaz ne vem, koga se je zgodilo, ampak da je njemu najbolj hudo. In pač, lej, jaz to gledam mail in kaj je to problem, mu napišem čist neki v stilu, kaj je zdaj. Filip, hvala za obvestilo, razumem, da se je pač nekaj zgodilo, ni problem, lej, upam, da boš te zadeve hmalo rešil, se slišimo v priliki, adijo, lep pozdrav. Nič drugega, sem tako, da neki človeku, kad je nek napisal, daš nek odgovor, ne, lej. No, ampak, pazi, kaj se stari zgodi potem, ne. Potem pa meni Filip spet nazaj piše, ne. Ja, pazi, lej, stari, žal mi je, da ti si pričakoval to delavnico, lej, dej mi napiš, kaj tebe najbolj muči, pa ti bom jaz probal dati en odgovor ali pa en nasvet ali pa nekaj tašega. Pazi, stari, ne moreš verjeti, ne. Dobiš spet en feedback nazaj, ne. In jasno, kaj, ne bom zdaj jaz tam, ne vem, koliko se reče, kmečka nevesta ali nekaj tašega in jaz njemu res napiše, lej, Filip, malo me daje, mislim, ne gre mi najbolj pri mojemu delu to pa to pa to, kaj ti misliš, ne? In seveda on mi je tudi odgovoril, ne, nazaj, kaj on misli in potem pač v tej debati nekako jaz to potem razmišljam in iščem neko rešitev za ta svoj problem, ki ga imam. Ampak pazi, stari, zadeva se dogaja, ko ti narediš en moving, ko nekomu rečeš mogoče sem dobro jutro nazaj, ko nekomu rečeš, stari, to, kar si zanč govoril na Facebook live-u, recimo gora zanč si to pa to govoril, jaz tega ne razumem, a mi ti lahko to poveš. Valjda ti bom povedal. Valjda ti bom povedal, če jaz to vem, če razumem, če ti lahko pomagam, valjda ti bom povedal. Ne? In tukaj je ta zadeva, ki jo zelo veliko ljudi ne uporablja. Ne uporablja tega feedbacka, ne odzdravi že samo tisto preprosto človeško dejstvo, da ko te nekdo pozdravi, pozdraviš nazaj. Maham, Marjanci, evo, zelo lepo.
to mi je všeč, dvignjeni prstki ali pa ne vem, neki. Dajte ljudje se odzivati, ker to vam lahko prinese velike spremembe. Veliko vam dobrega lahko prinese v življenju, če boste samo odzivali se, če boste delali neka drobna dejanja. Jaz imam zelo veliko pač nekih, vseeno imam veliko nekih vprašanj na moje maile, pa me ljudje sprašujejo, ja veš pa ne vem, pa mi to pa to ne gre. Ja, lej, ne vem, prvo moramo ugotoviti, kaj si do zdaj naredil, ne. In če nisi nič naredil, to ne more ti iti, ne. Ne more ti iti, ne. In dejstvo je to, da moraš začeti nekje, ne. In če začneš, magar z drobnimi koraki, so to koraki, ki jih delaš v neko smer. Tako da, pazi, dajte se odzivati, dajte, če vam ni kaj jasno, dajte vprašati. Zadnjič sem nekje napisal en pregovor, ali rekel, ne vem, koga je bilo, ki so rekli, in ta je meni ful dober všeč, in jaz se ga ful držim, zelo se ga držim tega pregovora. Jasno, nisem se ga držal, ko sem še bil mulc, pa sem hodil v šolo, ker sem bil vse, glih zaradi tega, ker se nisem tega pregovora držal, ne. Sam pregovor je pa v bistvu tako, ne, če nekaj ne veš in ne boš vprašal, boš izpadel butast cel življenje. Če pa nekaj ne veš, pa boš vprašal, boš pa izpadel butast mogoče samo 5 minut. Razumeš, vprašaj, odreagiraj na nekaj, kar se ti zgodi, in spomnite se une moje zgodbice s Filipom Peskom, pa še nekaj, ne. Dober je, da če so neke take malenkostne stvari, če nekomu naredite uslugo, ne, če nekomu narediš uslugo, dej, ni treba glih čakati, da boš dobil proti uslugo nazaj, ne. Lej, treba je narediti usluge, nekomu pomagati. To se že sam dobro počutiš. Jaz vem, da sem danes, ko bom Robertu Rolihu, ko bom napisal, Robert, stari, nekaj ti ne dela na spletni strani, dej preveri, dej prečekiraj. Jaz se bom dobro počutil. Sploh se pa dobro počutim, ker sem danes tole naredil na mestu včeraj. Ampak naredil pa sem, ne? Čeprav je drobna stvar, ampak to je to. Lej, imejte se lepo, no, dajte se odzivati, dajte kaj ljudem povedati lepega in to je to, pa imejte lep dan. Čauči.